V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, dragi bratje in sestre, dragi verniki, današnja nedelja je tudi misijonska nedelja, tako da tudi že zjutraj gospod Vitko in tudi sedaj smo molili za širjenje vere, se doda tej molitvi, glavni mašni prošnji, tudi ta glavna mašna prošnja, ki se takole glasi, ki je tudi za nove duhovniške poklice, kot bomo videli, ne? O Bog, ki hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice, pošli, prosimo, delavcev na svojo žetev in daj jim, da bodo tvojo besedo znanjevali z vso srčnostjo, naj se tvoja beseda širim poveličuje in vsi narodi naj spoznajo tebe, edinega pravega Boga in njega, ki si ga poslal, našega Gospoda Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Te besede o veliki žetvi in pomanjkanju delavcev smo sicer včeraj tisti, ki smo darovali oziroma ki ste bili pri sveti maši, lahko slišali tudi v evangeliju na praznik svetega evangelista Luka. Ampak tukaj so pa v tej glavni mašni prošnji, torej žetev velika, delavcev malo, še ogromno ljudi, torej večina ljudi tega sveta ne pozna še resnice. Tako in drugače to velja, torej bodi si, da ne pozna prave vere, torej katoliške vere, ne pozna Kristusa in tako, bodi si tudi, da če tudi bi bili, kot bomo videli potem, katoličani ali pa se imajo za katoličane, da ne poznajo resnice, ne poznajo prave vere. Tisto, kar je zelo pomembna stvar oziroma ključna stvar in ki se na njo pozablja, je prav to iz glavne mašne prošnje, da bi se vsi ljudje zveličali, zveličanje duš, da bi se zveličali. To je nujna zadeva, nujna zadeva. In ta nuja je tista tudi, ki seveda nas vodi kot neko misijonsko poslanstvo, tudi nas v bratovščini, da ljudem oznanjamo pravo vero, da ljudem dajemo na razpolago pravo svetomašo, da ljudem dajemo prave zakramente in take stvari. To, tem bomo še spregovorili. Torej, imamo tudi mi svoje misionarje, seveda, sploh v Afriki in tako, pa tudi drugod, v Aziji, recimo Filipini in tako. Sem imel priliko spoznati tudi nekatere patre. En nemški pater je bil nekaj časa z nami tudi v Eidhofu, tako da smo se malo več pogovorili, pater Becher. Dva Američana tudi sem srečal v Rimu, tako da in je seveda predstojnik tudi azijskega okrožja. In en tak zanimiv pater, ki pa deluje na Filipinih, zdaj se ne spomnim imena, ampak bomo že počasi, se to ni toliko pomembno. Zlasti pa gre za to, da bi ljudem dajali katoliško vero, ki je čista, nepopačena in vse zadeve. Se pravi, pravi katoliški nauk, prava maša, pravi zakramenti, vprašanje zveličanja, še enkrat povem, večna usoda, spoznanje resnice, zato da bi se zveličali, da bi šli v nebesa. Zdaj malo več se že ukvarjamo, sploh pa v novembru bomo, z vernimi dušami, se pravi z dušami v vicah, ampak treba bi bilo ciljati, seveda, da ne bi završili v vicah, da bi se zveličali, da bi šli neposredno v nebesa. Danes sicer goduje tudi sveti Peter Alkantarski in to je tudi zanimiv možak, ker je bil eden od voditeljev duhovnih svete Terezije Velike, ki je zdaj pred kratkim tudi godovala. Se pravi, eden je bil sveti Janez od Križa, eden pa sveti Peter Alkantarski, frančiškan, se pravi, zelo pomembna osebnost, ki je spet obnovila v spokorniškem duhu in duhu te prave uboščine, pravega uboštva,
ne, je obnovil frančiškanski red. Seveda Terezija Avilska in sveti Janez od Križa pa karmeličanski red, žensko in moško vejo seveda sta prenovila v pravem duhu, ne. Zdaj spet šlo nazaj, ne, ker duh je pobegnil iz flaške, pa ga ne more ujeti, ampak dobro, ne, pustimo zdaj. Se pravi, tisti, ki še niso slišali, to smo rekli, ne, ampak dandanes tudi naši kraji so seveda misijonski kraji, ne. Zdaj v Afriki je uspešno, nadvse uspešno že deloval naš ustanovitelj, nadškof Marcel Lefevre, ki lahko rečemo glede Afrike verjetno brez težave, da je bil največji misijonar afriški 20. stoletja. Tudi njegovi nasprotniki so mu priznavali to njegovo veliko vlogo in veliko delo, ki jo je imel v Afriki, ne, tako da tukaj mu niso mogli ničesar oporekati, ne. Zdaj zanimivo je bilo pred časom, kako en, bi rekli, žal raztrgani doktor, ne, ki je rekel, da seveda nadškof Lefevre se je motil glede, se pravi, verske svobode, ne. Veste, da verska svoboda je tudi ena od takih stvari, ki bratovščina seveda jo ne more sprejeti, ne, se pravi, da se lahko vsakdo odloči za katerokoli verstvo, ne. Vse so dobre, vse vere, ne, ampak ne, vera je samo ena, katoliška vera, ne more biti drugače, ne. In če beremo katekizem, lepo pravi, ne, da je zmota indiferentizem v smislu, saj so dobre vse vere, ne more biti to tako, ne. Se pravi, zdaj, kdo je imel prav, ali to en doktor, ne, vemo, o kom govorimo, ali največji afriški misijonar 20. stoletja, to bi rekli v tistem filmu Tistega lepega dne, ki je na podlagi romana Pomladni dan Cirila Kosmača nastal, ne. Odgovoriste si lahko sami amen, ne, je bilo, ne, to je župnik tam pridigal, ne, tako da te stvari. Torej, naše dežele so prav tako misijonske, ker so pokrščanske, postkrščanske, oddaljilo se je od katoliške vere, tudi v cerkveni hierarhiji, v cerkvenih vrstah, v rednih ustrojih in tako naprej, ne. In vidimo, veliko ljudi je še krščenih, so verjetno obiskovali tudi verouk, pa do Birme, eni niso zdržali do Birme in tako naprej, no. Ampak potem so šli stran, so se oddaljili, pravimo jim ponavadi oddaljeni kristjani. Velikokrat se dogaja, da najprej ti se ne poročijo več v cerkvi, ne, svojih otrok ne pošiljajo več v verouku, zdaj tam v tistih župnijah, kjer sem deloval, pa tudi drugod že, drugod bo pa še do tega prišlo, da pa tudi krstijo več ne svojih otrok, ne, tako da tudi to. To je ta fenomen, ne, to so starši iz povojne generacije, ki so že začeli z nekimi temi stvarmi, s civilnimi porokami, z nekrščevanjem, čeprav ponavadi vsaj krstili so, potem niso k verouku pošiljali in tako naprej, ne. Potem pa, ne, ti, ki smo otroci teh boomerjev, te boomerske generacije, generacija X, Y, zoomeri in tako, ne, se pravi, nam se reče tudi milenici in tako, ne, saj poznamo malo te stvari. Vidimo, da pridemo do tega že večina rojenih otrok, ponekod ali pa tudi že marsikje ni več krščena. Večina, ne. Torej, kot sem rekel, moje nekdanje župnije, večina rojenih otrok, novorojenih, ni bila krščenih. Večina, ne. Večina seveda potem ni hodila več k verouku in še zmeraj ne hodi, ne, tako da to se ni izboljšalo, ne. Tako da ta stvar se bo samo še slabšala, ne, tako da kjer tega še ni, pa se bo zgodilo. Zakaj smo mi milenici? Ker tisti rojeni po letu 82 smo dočakali svojo odraslo dobo, smo dočakali
v novem tisočletju, ne, zaradi tega, ne, sej malo poznamo te stvari. Skratka, to, ne, niti ne dati več krstiti, ker se bo pač odločil, ko bo odrasel. Zdaj, to ni nujno slabo, ne. Zakaj? Ker dostikrat je bila tukaj prisila, ne. Je bilo pošiljanje v cerkev, je bilo pošiljanje k verouku. Vprašanje, če so starši tudi tja hodili, vprašanje, če so starši molili, če starši molijo in če seveda se poglabljajo v katoliško vero skupaj s svojimi otroki. Ponavadi se to ne dogaja in zaradi tega, če so ti otroci krščeni, če so hodili k verouku in tako naprej, to zna zelo slabo vplivati nanje, ker potem postanejo skoraj praviloma neki veliki nasprotniki cerkve zaradi svoje te izkušnje, da so bili prisiljeni delati nekaj nesmiselnega, ne. Tako da to. Zdaj, že ti boomerski starši in tako, ne, pa tudi tista generacija pred njimi pravzaprav, skratka, govorimo več ali manj o generaciji, ki po drugi svetovni vojni je potem rodila in vzgajala otroke, ni več izročala naprej vere. Torej, ni, kot je rekel nekdanji generalni asistent za študentsko pastoralo v Italiji, sedaj pa tajnik dikasterja za nauk vere, monsignor Armando Matteo, ni imel več anten za Boga. On je prišel do tukaj, ne, kot oni tudi pridejo, ne. On je X generacija, rojen kot moj starejši brat leta 70, pridejo z analizo, ugotovijo, nekaj narobe, nek fenomen je, ampak tukaj se ustavi, ker ne morejo biti kritični do teh pojavov, ne, modernizma, novomodernizma, drugega vatikanskega koncila in vseh teh zadev, ki so tam bile in potem po koncilu, ne, spravi tako. Če nekje to boomersko generacijo umestimo do 65 leta, potem tam naprej gre zadeva. Se pravi, tisto, kar se je zgodilo v času njihovega rojstva ali pa par let pred njihovim rojstvom, torej drugi vatikanski koncil, ne morejo in ne zmorejo biti kritični do njega, ne. Torej, tej X generaciji ni bila izročena prava vera. Izročilo ali tradicija, tradere pomeni izročiti, ne, ampak imamo to lepo besedo, izročilo, dajmo uporabljati. Huda v naslednjih generacijah je samo slabše, ne more biti drugače kot slabše in ne moramo potem iskati teh ljudi po župnijah. Zakaj? Če sploh so, ne, so v zelo majhnem številu, ampak se ne čutijo, da bi bilo tam njihovo mesto, ne. Tako da to. Dokaj splošna praksa potem, kot smo rekli, vse tisto nepošiljanje k verouku, neobiskovanje svete maše in potem tudi nekrščevanje več. To, da ni porok, pa itak, ne. Ne bomo več kot toliko, ker to imamo večkrat na tapeti. Ampak ljudje se pol sprašujejo, da zakaj tega ni. V redu, ne, ampak imaš odgovor na dlani. Tako da pridemo še do nekega drugega fenomena, do neke druge težave, ker če tudi neka vera nam je bila dana in so nas učili neko vero in so jih tudi, ne, kakšna vera je to? Smo poslušali evangelij, govori o sinovi gostiji, o obedu, ne, ohcet bi lahko rekli, ne, spravi ta slavnostni obed. Na zemlji je to seveda sveta maša in tam imamo tudi sveto obhajilo, zlasti seveda to duhovnikovo obhajilo, ker obhajilo vernikov ni samo po sebi del svete maše, ponavadi je pri sveti maši, ampak lahko bi bilo tudi izven, lahko ga tudi ni in tako, ne, važno, da se duhovnik obhaja, ne, tako da to, pa v redu. Ampak te Jagnetove gostije, pravzaprav, ne, tega obhajila, te gostije ne more biti, če se ni zgodila žrtev. Če ni bilo zaklano vaše velikonočno jagnje, se pravi naše velikonočno jagnje Kristus, ne. Kot večkrat tudi
pravijo apostoli, zlasti lepo uporablja te izraze, te podobe in tako sveti Janez Evangelist, ne, če beremo Razodetje, to je taka liturgična knjiga, kot je lepo rekel ta Scott Hahn, ne, ki je to lepa knjiga, tista Jagnjetova večerja, ne, se pravi, boste videli, če si boste kdaj prebrali, govori o sveti maši, ne, o tradicionalnem pravzaprav bogoslužju, tako da to. Se pravi, ta žrtev se je enkrat zgodila na nekrvavi način, ampak sveta maša na krvavi način, seveda, sveta maša pa jo vedno obnavlja, ponavzočuje in tako, na nekrvavi način, ne. Se pravi, to. Maša je torej žrtev, ne. Daritev v smislu žrtve. Mi imamo to besedo daritev svete maše in tako dalje, ker dosti ne uporabljamo te besede žrtev, ampak gre prav za to žrtveno daritev. In ta daritev, ta žrtev je v prvi vrsti spravna, odkupitvena, zadostilna. Kristus je bil krvavo darovan, tako da bi lahko celo rekli, da je neka krvava gostija, ne, pravzaprav, ne. Čeprav ni prav to gostija, ne. To je pač priprava, posledica je potem gostija, ne. Zaradi naših grehov, zaradi odkupitve tudi teh naših grehov, svojo smrtjo je uničil našo smrt, je zadostil za naše krivde, nas je odkupil, nam je odprl vrata nebeška. Marija je tudi vrata nebeška, torej, ko premišljujemo recimo ta Marijina imena v litanijah, premišljujemo tudi Kristusove skrivnosti kot Boga in človeka, kot pravega Boga in pravega človeka. Se pravi, te stvari. In po drugem Vatikanskem koncilu, zdaj naš Nejc stavi na naš kanal te kratke posnetke s tiste oddaje o Breve esame critico, ne, smo tam govorili, da po drugem Vatikanskem koncilu je ta vidik žrtveni, odkupitveni, spravni in tako naprej je praktično izginil. Je ostalo samo pri tem, da se po protestantsko spominjamo Kristusove zadnje večerje z apostoli. In vemo, ne, sodobni profesori svetega pisma rečejo, pri zadnji večerji na veliki četrtek tam ni bilo žrtve. In tudi duhovniški kandidati, ne naša generacija, ampak kasnejša, so morali to reči tam, ne, da so naredili izpit. Tako je. In ta profesor, vemo, je tudi škof v eni od slovenskih škofij, ne. Ampak ni edini, ne, recimo v sosednji nadškofiji, goriški nadškofiji, živi profesor, ki je na videnskem semenišču prav tako v bogoslovju predaval in je isto stvar govoril, ne, tako da vidimo, da niso edini ti profesori pri nas, ne, tako da te stvari. Tako da vidimo, to postanejo progresisti, novomodernisti in tako naprej, škofje, torej tudi na Dunaju novi nadškof seveda zagovarja vse te zadeve, ne. Torej, ta problem, to gre v samo bit, v samo srž problema novega mašnega obreda. Don Pier Paolo Petrucci, prior v Trevisu ali Trevižu, kot bi tudi lahko rekli, ne, v slovenščini, odgovarja zdaj v enem kratkem videu na veljavnost novega mašnega obreda Novus Ordo in lepo pove, 4 stvari morajo veljati. Materija ali snov, forma oziroma oblika, služabnik in namen. Snov sveta maša, pravi pšenični kruh, pravo vino. To po večini je še upoštevano, čeprav so bili tudi primeri, seveda take maše niso bile maše, so bile neveljavne, so imeli zato, da so se mladini in otrokom približali tako imenovano mašo s piškotjem mlekom, ne, tako da to ne bo, ne. Zdaj, salezijanci tle v bližini, na Rakeku in tako, ali to, ki so imeli namesto evangelija pehar suhih hrušk, žal tista maša je bila verjetno veljavna, ne, tako da bi bilo pa prav, da bi bil evangelij, ne, čeprav doktor Ivan Cankar je seveda, a je bil doktor, se ne vem, pač Ivan Cankar je pač črpal iz evangelija, seveda, ker je bil veren, ne, tako da
ampak vendarle, ne, pehar suhih hrušk ni ravno evangelij, ne, tako da to. Potem oblika, ko govorimo o minimumu besede posvetitve, to je moje telo, to je moja kri. In to mora izreči veljavno posvečeni služabnik. Zdaj te tri zadeve ponavadi veljajo, vsaj v ogromni večini in tako naprej, ne? Ampak velika težava nastane potem pri četrtem pogoju. In to je namen. In to je v tem, da duhovnik želi, ima namen delati, kar dela cerkev. Se pravi, na nekrvavi način izvršiti krvavo kalvarijsko žrtev, ne pa spomin zadnje večerje. Se pravi, on mora misliti pred svetomašo in med svetomašo in tako naprej, to je Kristusova žrtev na križu. Kristusova daritev na križu. Tukaj je žrtev. Ne? Zdaj, po večini to je, pa lahko tudi ni. In zato, če bi imeli v neki taki normalni cerkvi, mi svetomašo ponavadi sami posvetimo hostje ravno iz tega razloga, da bi bile veljavno posvečene. Ker, če neki duhovnik misli, da sveta maša je spomin zadnje večerje, in to je bila nevarnost, da tudi piše v uvodu v rimski misal, ne, da je spomin zadnje večerje, ne, potem so intervenirali očetje in tako naprej, tudi zaradi breve zame kritiko in tako so to spremenili, so napisali, da vsaj na papirju piše, da je to žrtev, ne, na križu. Ne. Ampak, če duhovnik misli, da je to spomin zadnje večerje, potem tista maša ni veljavna. To je ta nevarnost. Če bi hotel vršiti samo spomin zadnje večerje, ni veljavna. Ne misli, da maša je žrtev, da je žrtvena daritev. Ker to je protestantsko in ni katoliško pojmovanje. Ne, potem je danes en vernik v Mariboru, smo se malo pogovarjali, saj je imel najboljše namene in tako, ne, pač, da se mu pomaga tudi, kako so, ne, ali nismo pol farizejski, ne, tako, ne, zakaj je boljša ta sveta maša, zakaj je boljša ta vera. Sem rekel, sej nismo mi, ki smo boljši, ampak maša, vera in tako naprej, to je objektivno boljše. Ne? Spravi, potem takem bi bila pač ta maša in katoliška vera farizejski, ne? Ampak sveda ni tako. Ne? Tako da je problematično pojmovanje maše kot neke gostije, srečanja, zabave, kar je še takega. Ne? Vsaj v teoriji mora biti pri mašniku, ki mašuje, navzoče prepričanje, da je maša Kristusova daritev, da je žrtev na križu, ker bi bila neveljavna. Zelo pomembna stvar. In to je nevarnost potem, ne? Ker gre za samo srž, ker gre za zveličanje duš. Ne? Za samo to stvar gre. Zato verjetno poznate tisto šalo, ki obstaja, kaj se spremeni pri jezuitski maši, odgovor vse razen kruha in vina, seveda, ne? Ampak vidimo, res, če je tako protestantsko pojmovanje, se spremeni vse razen kruha in vina. Tako je, če ni pravi namen. Tako da, tudi pri novi maši, če je tako, se spremeni vse razen kruha in vina. In potem pride še vse ostalo, ne? So pomembni vidiki, ampak ta vidik je še kako pomemben, ne? In moramo govoriti o njem. Maša, seveda, je tudi gostija, ampak v prvi vrsti je krvava daritev, krvava žrtev. Lahko rečemo tudi, sem rekel, na nek način krvava gostija, ampak bolj v tem smislu, da se na to navezuje. Spravi, mora biti najprej daritev, žrtev, mora biti zaklano velikonočno jagnje Kristus, da je potem tudi lahko gostija, da je lahko nebeški obet. Ne? Kristus, da je lahko prišel v nebesih pripravljeno gostijo, ne, da je vstal od mrtvih, šel potem z lastno močjo v nebesa, je moral najprej pretrpeti smrt na križu in vse, kar je do tja pripeljalo, seveda. Ne.
Neki tradicionalni avtori so se malo poigrali z besedami in so lepo rekli, pri žrtvi je prostor tudi za obed ali gostijo, pri gostiji ali obedu pa ni prostora za žrtvo. Upam, da tle razumemo, ne? Se pravi, če mi dajemo poudarek na obed, na žrtvo, na obed, na gostijo, na druženje, slavljenje in še ne vem kaj, ali je tukaj res kaj prostora za žrtev, za daritev, za darovanje, za žrtvovanje, za mrtvičenje, vse to, kar spada zraven, in seveda, da ne bi govorili o postu in tako dalje, ne? Ni prostora. Ne? Vse se pojmuje po človeško, zlahka se zgubi nadnaravni vidik. Vstaja velika nevarnost, da maša potem, kot smo rekli, ni veljavna. Gostija za sina je v nebesih, nebeška gostija. Pri maši je nebeška gostija Sveto obhajilo, smo rekli, ne? Ampak gostija je posledica daritve žrtve. Zato obhajilo je posledica, ni središče. Središče je Kristusova daritev na križu, Kalvarija. In obhajilo nikoli ni pravica, je dar. In ga je treba biti vreden, zato tudi to oblačilo svatovsko in tako. Ampak to je druga tema, danes ne bomo v tej temi. Sem rekel tudi tistemu verniku, ne, zdaj še več časa, že tako vas držim po pol ure, ne. Sem rekel, zdaj ne moramo 2 dni tle pridigati, ne. Moramo počasi. Torej, gremo proti koncu do kategorije ljudi, ki jim je treba še oznaniti pravo vero, in to so vsi tisti, ki mislijo ali si domišljajo, da to vero imajo, ampak v resnici je nimajo. Se trudijo biti dobri duhovniki, verniki, nedvomno. So tudi konservativni v nekih rečeh, morda se borijo recimo za dobre reči, kot je kultura življenja, za obhajilo kleče recimo in na jezik, tudi to. To so vse dobre reči, ampak to so potem bolj posledice, ne? Mi pa o središču srčik katoliške vere govorimo. Lex orandi, lex credendi in potem pride lex operandi, lex vivendi, ne? Spravi operandi, kako delujem, kako živim, vivendi, ne? Kako naj delujem, kako naj živim, kako je treba, ne? Tako. Se pravi, to je vse posledica, ne? Mora biti prava vera, pravi zakramenti, prava maša, ne? Če ne, velika nevarnost. Obhajila na roko, neprimerno obnašanje v cerkvi, neprimerna obleka, nizka moralna raven, vse drugo, to je vse samo posledica. In tisti, ki se čudi tej napihljivi blazini, kot smo tudi pisali, članek in tako, ne, se nima kaj čuditi. To je pač standard novega mašnega obreda. Jaz se želim približati ljudem, ne, Jezus se želi približati ljudem in seveda, če so ljudje na plaži, na polnagi in tako naprej, ne, in bom tudi tam daroval sveto mašo na napihljivi blazini. In obstaja velika verjetnost, da tista maša je celo bila veljavna, ne. Se pravi, na žalost, bomo rekli, ne. Ker duhovniki še kar imajo, ne, to nekako, ja, okej, se je Kristusova daritev na križu, ne, je žrtev, okej, ampak vendarle jaz moram narediti tako in tako, ne. Ampak seveda so pa žal tudi duhovniki in verjetno, da jih je kar nekaj, ki pa ne tako pojmujejo, ne, tako da to. Tako da nazadnje imamo še ljudi, ki so imeli tudi dovolj teh zlorab pri maši ali pa imajo dovolj zlorab pri tej maši. Eni so kar zapustili cerkev, pa ne grejo več tja, ker jim ni tam mesto, ne, se ne čutijo več tam, ne. Morda v sebi še sami ne vejo zakaj, ampak vejo nekako, ne, v globini. Potem pa tudi take, ki bi bolj spadali v priliko o sejalcu in semenu. Se pravi, so prišli, so bili navdušeni, ampak potem je bila ta zadeva pač zadušena. Prevelik sentimentalizem, posvetna miselnost, napuh, torej, kot je rekel moj nono, da so mislili, da vejo 2 strani več kot knjiga, da ne potrebujejo pouka v veri na sveta, najprej seveda duhovniškega in potem bratov po veri, tradicionalni in tako izkušenejših, ne. Tako da se je izgubila tudi vnema za tradicionalno vero
Eni so ratali celo tako nasilni, kot je bila ta druga skupina ljudi v današnji priliki v evangeliju, ne, spravi te poslance grdo obračunati z njimi, ne, pač ne lih, da se jih ubije s kamnom, s puško, kakorkoli že, ampak z jezikom, z besedami, s klevetami, z lažmi in tako naprej, ne. Spravi, ta vera je bila zadušena. Zdaj smo imeli lih en tak primer na Hrvaškem, ne. Se pravi, niste, bratovščina ni v popolni edinosti, ne, in tisto, ne, kaj zdaj pomeni, ne, žena ni v popolni nosečnosti, ne. Ja, zdaj, ali je ali ni, ne, noseča? Spravi, plus ali minus, ne, ni tle vprašanja. Zdaj, papež je rekel, da smo, Sveti sedež je rekel, da smo v edinosti s cerkvijo, ne, zdaj, ali smo ali nismo, ne, zdaj, to je druga stvar, ne. In tako dalje in tako naprej in razni izgovori in seveda, ko so bili pozvani, naj se kaj posvetujejo z duhovnikom, torej s patrom Markom, ne, ko so bili pozvani, naj se kaj pogovorijo s svojimi prijatelji, ki so skupaj z njimi hodili v tradicionalni sveti maši, ne, mi smo si prebrali na internetu in vemo. Dobro. Ni včeraj je rekla naša hrvaška vernica z Gradca, da tako tudi v bolnico hodijo, ne, da že vejo vse in znajo vse diagnoze, vse te stvari, ne, tako da dobro. Tako da s takimi so kar težave, ne, vidimo, in tudi, ko smo imeli tukaj določene težave, ja, tudi, ne, buhvar, da bi se pogovorili in tako dalje, ne. Temu smo se izogibali, potem pa je bilo, kakor je bilo. Mi vemo, znamo vse, 2 strani več kot knjiga, kot najboljša knjiga. Tako da to. In potem sledi povratek nazaj v Novo Sordo, ne, oni enkrat so zapustili, ker so imeli dovolj, novi mašni obred, zahteve, standardi niso tako visoki, ne, noben nas ne bo tam, dobro, dostikrat tudi moramo reči, ne, to tudi je treba povedati, ne, starši in tako naprej, ne, pritiskajo, ne, kam vi hodite, ste v razkolu ali schizmi in tako dalje, ne. Tudi to so neki pritiski, ampak pač je treba neko žrtev pač prestati, ne. Ja, žal mi hodi hrvaška beseda zmeraj podnositi, ne, saj veste, ko se giblje človek v različnih jezikih, potem je to tako, ne, kot tista mačka, ne, ki je prišla pred mišjo luknjo, je začela lajati in po je rekla, da če znaš tuje jezike, ne boš nikoli lačen, ne, ki je miška prišla, ne, tako da to. Ja. Spravi, zdaj, kaj bojo? Šli k maši, k obhajilu seveda, spoved vprašaj, koliko bo, ne. Iz mojih izkušenj spoved umanjka sčasoma, ne, ker mi smo dobri, smo boljši od drugih, ne, poglej me, kakšen sem, boljši od drugih in tako, ne. In če ne se živi, kot se živi, ne, ni treba nekih visokih standardov in tako, ni treba se matrati prav preveč, ne. Maša, srečanje nekega kluba, podobno mislečih, morda neko druženje, sploh pri generacijah naših staršev in tako naprej je sploh neko druženje in take stvari. Če to še obstaja, ne, se pravi, neka družba, neka skupnost, ki bolj ni skupnost, če ne vsak zase in drug mimo drugega v vsakdanjem življenju. In smo rekli, vprašanje zveličanja lastne duše in duš vseh mojih, ki so mi zaupane. Tukaj se igra s temi zadevami, žal. Torej, zaključimo, brez prave daritve, prave žrtve, pravega jagnjeda, ni prave gostije, ni pravega obeda, ne, tistega nebeškega, ma tudi obhajila, ne, kot takega. Tisti, ki ima pravilno vero in danes je v sami tradicionalni sveti maši, to se pozna tudi v njegovem življenju, vsaj malo. Vsaj malo. Se trudimo, ne. Vse tako. Sem odgovoril tistemu verniku. Milost je to, sreča, kakorkoli vzamemo. Nisem jaz, nimam nobenih zaslug. Pač tako je. Dano je bilo. Bodimo hvaležni. Ampak naj se pozna, da se bomo lepo znotraj, zunaj pripravili na sveto mašo, da se bomo tudi obnašali kot pravi kristjani,
se ustavimo pred mašo, pomislimo na svoje mašne namene, kaj mi kot verniki damo na oltar, naši nameni, katere ljudi prinašamo na oltar, prošnje, zahvale in tako, ker pri maši, se pravi, Kristus in njegova zmagoslavna cerkev zadostujeta, suplete klezja za vsa naša umanjkanja in tam lahko molimo in dosežemo milosti tudi za druge, ker če ne, pač vse skupaj, kar molimo, delamo, se mrtvičimo, postimo in tako, je v spravu za naše lastne grehe. Moramo najprej tisto zadostiti. Tako da to je sveta maša, vidite. In potem po obhajilu, zlasti pa po maši, se dajmo lepo vsaj kratko, ampak iskreno zahvaliti, zaustaviti za te milosti, za to, kar je Kristus za nas naredil in dela, zlasti z njegovo daritvijo na križu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.